Tukaj smo se spet zbrali v kapelici svetega Jožefa. Letos že 20-tič, tako da imamo, lahko rečemo, eno okroglo letnico. Mislim, da bomo še delali. Hvala vam, da prihajate, hvala vam za vsako pomoč. Zdaj bi pa povedala še par stvari o Karitasu. Zahvaljujem se vsem, ki kakorkoli pripomorete pri našem delu. Sama sem v tej skupini 10 let, torej tudi lahko rečem, da obeležujem eno obletnico. Nekatere gospe v naši skupini pa so že tudi 25 let. Tako da si res zaslužijo eno veliko priznanje. No, ker smo tukaj izbrani zdaj tudi iz drugih župnij, bi povabila gospoda, da reče eno besedo. Naš gospod župnik Boštjan nas je že pri maši uvedel v ta praznik, praznik svetega Andreja. Se pridružujem zahvali in sami hvali v bistvu, ker ste toliko časa, ker nas toliko časa že dodajete to dodano vrednost temu prazniku, župnijskemu. Vsako leto sproti se čudim obojenju, ki pride iz ljudi, iz našega okolja gor. Kaj pa vemo, kaj vse ustvarjate po naših domovih. In ko pokažete te vaše izdelke, se mi zdi, da se lahko odstrne tudi nekaj premalo vrata tudi v drugi svet, drugega človeka, soseda mogoče drugo vas, sosedno vas, in tako se bogatimo. In Bog nas živi še naprej. Jaz vas vse lepo pozdravljam na ta vaš praznik, preko svetega Andreja. To je bil brat od Petra. In če je Peter v Rimi, je bil svet Andrej v Konstantinoplju, zdaj Bizancu pač. In je tudi zavetnik Rusije, tako da svet Andrej je tudi en priprošnjik za zdaj za pamet Rusije, da bi ustavili to vojsko in to reči, tako da je ena taka, tudi tak razmislek malo. Drugače pa seveda se pridružujem tudi jaz in se zahvaljujem, da vsako leto ustrajate, da pripravite tako lepo razstavo in naredite tudi en doprinos vasi, prvačina. In tako, da se poleg cerkve in v Aleksandrink in tako, da so vse skupaj to v vaškem jedru, tako da ohranjate živo vaško jedro. In se zahvaljujem tako res organizatorkam, sploh to društvu in gospodu župniku, tako da smo povezani in da pripravljamo razna dogodka. Hvala lepa in čestitke. Bom pa z veseljem popil še eno kafe z vami. Torej tukaj se vsako leto prikaže nekaj izdelkov, lahko rečemo mojstrskih izdelkov, lahko rečemo celo umetnin. Tukaj pozdravljam pravzaprav 3 avtorje. Najprej gospo Vanjo Mladovan. Ne vem, če je tukaj Slavko. Ste kaj videli? Slavko Pipan, drugi naš mojster in seveda mojstrica iz Dornberka, iz društva invalidov. Tukaj gospa Milenka, ki je, mislim, da vodja, ampak prav enako velja za vse. Prav vse. To je pa pomočnica. Pomočnica, ja. Torej se imamo vsi svoje pomočnike. No, tako da jaz bi dala kar besedo najprej gospe Vanji. Ja, hvala lepa. Ker je se udeležila. No, tudi z moje strani en lep prisrčen pozdrav vsem obiskovalcem te razstave, ki je v sklopu Karitas, to je dobrodelna organizacija v službi človekovega dostojanstva.
požrtvovalnosti članov, ki nesebično pomagajo ljudem v stiski, saj pomoč postaja nepogrešljiva. Okoli nas je vse preveč revščine. Moje ime je Vanja Mladovan, prvačkovka. V vseh teh izdelkih boste zaznali, videli duše avtorjev. Za nas, ki sodelujemo na tej razstavi, je velika čast in ponosni smo, da lahko sodelujemo skupaj s Karitas. Sama sem nedolgo časa od tega, leta 2017, se znašla pred velikim izzivom. Vključila sem se v društvo Readers v Sokanu in kaj zdaj? Vsi so me čudno gledali, pa saj nisem umetnica, niti risati ne znam. No, po par izdelkih, ki so romali v smeti, mi je končno začelo uspevati, z mojo vztrajnostjo, trmo, sem dobila veselje do pirografije, žganje v les. V vsak izdelek sem zlila kakšno solzo, pustila prosto pot ustvarjalnosti. Vedno pa je vsak izdelek izžareval mojo dušo. Svoj izziv ustvarjanja sem pričela brez primerjanja sebe z drugimi. Enostavno sem vsak izdelek dokončala po svoje, po svojem znanju in v tem uživala. Prijetno mi je bilo ustvarjati na lesu, lipi. Morda bi celo si drznila reči, da je tudi ta likovna umetnost pravi preizkus odprtosti duše, karakterja posameznika. Zaznali boste globja sporočila in duhovno širino. Vsakemu ustvarjalcu je lasten specifičen način izražanja. V vsakem izdelku boste našli izjemno raznovrstnost podobe in vsak gledalec si lahko vizualizira po svoje, kot če bi ga krepko držali v objemu in nekaj začutili. Naj vas ti izdelki zapeljejo v dobro voljo, naj vam izvabijo smehljaj na obrazu. Nam, avtorjem, so sigurno segreli srce. Ti izdelki niso nekaj samoumevnega, so del našega življenja, takšnega ali drugačnega, z emocijami. So kot angeli, ki te dvignejo s tal, ko tvoja krila ne morejo leteti. So potovanje skozi čas, upanja, ljubezni, pa tudi drugih čustev, jeza, strah, vibracije, ambicioznosti, moči, da nadaljuješ pot do cilja. Naj se te emocije danes dotaknejo tudi vas. Bi pa gospod Milek prosila povedati še za par besed. Kar izvoli. Bom povedala tako, da zelo rade se udeležujemo naših del, ur in zmeraj se kaj novega spomnimo. Razstavo imamo vsako leto v tednu invalidov in letos je prišlo tako, da smo jo tle napravili. Pokazali smo pa na tej razstavi samo, kar smo letos napravili. In smo se odločili, da bomo od zdaj naprej, kar bomo napravili, samo tisto pokazali. Ker tisto staro je staro, gre že proč.
Sedem novih, ki so se pridružili nam. In to s takim veseljem, da ne moram povedati. Nam pomaga mentor, da mi pomaga tudi ta gospa, veste, ni nadelan sama. Pridna. Toliko, ne. Bili smo pa zelo veseli, da smo lahko prišli. Zato, da bi se enkrat popravilo, ne Dorenberg prvačno, da bi se nam malo bolj spravili. Se upam, da Držali, Se kje se že popravlja? ni več kot po starem. Jaz vam želim en lep milostni advent in s tem torej nekako zaključujemo. Bi pa prosila še zborček, če nam eno zapoje. Ma